Z nami je Karla Urh, letošnja dobitnica Zlate Galusove značke. Sicer je znana glasbena pedagoginja, zborovodkinja, organistkinja, vsestransko pevsko nadarjena oseba. Kaj vam pomeni današnje priznanje? Torej, vsekakor sem tega priznanja vesela, ker se že konec koncev, bom rekla, več kot pol življenja ukvarjam s glasbo in jo zraven še v bistvu posredujem mlajšim in starejšim in s tem ohranjam pred pozabo in pred vsemi temi udari in bom rekla še vnosi zabavnjaštva, ki pa je izključno komercialne narave. Predvsem se ukvarjam z amaterstvom, z amaterskimi zbori, amaterskimi glasovi, amaterskimi inštrumentalisti, ki postajajo vedno boljši, to se pravi iz dneva v dan boljši. Znani ste po tem, da vodite različne starostne skupine zborov, tako najmlajše kot tudi nekoliko starejšo generacijo. Kakšna je razlika med njimi? Ja, vsekakor specifika dela z otroki. Zdaj dobimo v prvi razred 6 let stare otroke, sami vemo, da je koncentracija zelo majhna in bom rekla razigranost na višku. Pa kljub temu moram reči, da pojejo zelo dobro. Mladinski, s puberteto obkroženi mladostniki so mogoče še najbolj težavna skupina, ker jim je škoda, danes zelo hitro se dobro. Zelo hvaležni in pa, bom rekla, vztrajni pa so pevci upokojenci, ki srčno obiskujejo pevske vaje, vendar ne me narobe razumeti, tudi otroci zelo radi pojejo in kdor poje redno na pevskih vajah in se jih udeležuje, postaja tudi z dneva dan boljši. In tako Slovencem pesem ne bo izumrla, kajti danes praznujemo dvojni praznik, praznik samostojne Slovenije in pa seveda praznik po Božiču, Sveti Štefan. In tako mislim, da je tudi prav, da smo zaključili tale današnji dan s to slovensko ljudsko pesmijo, ki pa so jo naši nadebudni mladinci še opremili s mogoče malo bolj zabavno obarvano glasbo. Najlepša hvala, še enkrat čestitke in še veliko uspeha v prihodnosti. Hvala lepa.